Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji nogometa. Pred nami je drugi polčas zadnje tekme 13. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med domačim Korotanom in gostujočo zasedbo iz Dobrovc. Trenutno gostje vodijo z 0:2 zadetkoma Podbrežnika in pa Krivca. Videli smo tudi prvo zamenjavo pred tem, oziroma za ta drugi polčas. Iz igre je odšel pri domačih vezist številko 17 Pipuš, v igro pa je prišel številko 14 Urh Grešovnik. Zaenkrat lahko rečemo kar zasluženo vodstvo Dobrovc, ki sicer niso imeli dosti priložnosti v prvem delu, ali te svoje izkoristili. Blagus vrača proti Ploju. Štruc proti Grušovniku. Prekršek Hutinskega nad kapetanom domače ekipe. Iz avta bo sedaj metal Lasnik. Mešal se je številko 14 Domen Klanšek, no met iz avta za domačo ekipo. Še enkrat več Lasnik proti Grešovniku, izbija Petek, a vmešal se je Ofič in avt bo pripadal gostom. Iz avta bo metal Kelc. Tokrat prekršek nad domačim nogometašem, izvajalec prostega strela bo Ofič. Jager proti Štahelu. Štahel v prostor do Krivca. Kovač. Dve žogi sedaj na igrišču, manjša nerodna situacija. Hitro je Kovač poslal eno izmed žog iz igrišča. Tekma se med tem že nadaljuje. Napaka Korparja. Blagus proti Štahelu. Petek dovolj hiter, žogo pošilja iz igrišča in to bo prvi udarec iz kota v tem drugem polčasu. Skupno drugi za prevaljsko zasedbo. Izvajalec bo številko 14 Urh Grešovnik. Grešovnik proti bližnji vratnici. Grušovnik na koncu visoko čez vrata, ostaja prednost gostov 0:2. V tem drugem delu pričakovano so domači krenili v napad in iščejo svoje priložnosti. Vratarju Ploju jasno se nikamor ne mudi, sedaj v tej situaciji imajo Dobrovce željen rezultat, željeno prednost, še vedno 2 zadetkov. Takoj na kratko Ploj proti Pivcu, ta vrača Ploju.
Jager v prostor proti Podbrežniku. Še vedno Podbrežnik, najvišji v skoku Korpar, Hutinski vrača Blagusu, Krivec, lepo Krivec v prostor proti Hutinskemu, Hutinski je videl tikajočega Klanška, ki je zapravil priložnost za povišanje prednosti. Ostaja 0-2, domači bodo morali biti pozorni na igro v obrambi, saj imajo kar nekaj preglavic s tem utekanjem gostujočih napadalcev v prostor. Štruc vrača vratarju Vidovšku, ta do Leskovca. Krivec je iskal prostor Hutinskega, prehitra podaja bila to za slednjega. Prevaljčani sedaj iščejo na nek način s preskok igro svoje priložnosti. Krivonok. Plesec, v preigravanju je bil Plesec. Še vedno sedaj nekaj priložnosti za domačih, strani tabora domačih zahtevajo igro z roko v kazenskem prostoru. Sedaj pa še prekršek Grušovnika. Zahtevajo igro z roko sedaj v taboru domačih pri tem poizkusu predložka pred vrata. Na koncu je tudi Ploj dobro posredoval. Pivec, napad proti Podbrežniku. Vrača žogo Lasnik do vratarja Vidovška, ta znova do Leskovca. Kar se pa tiče najboljših strelcev v tej sezoni pri Dobrovcih, pa vidno Podbrežnik z 8 goli, sledita Domen Klanšek in Aljaž Jager ter Jan Krivec po 2. Največ rumenih kartonov pri gostih pa je v tej sezoni prijel Tilen Štahel 6, po 4 Alen Hutinski, 3 so še prijeli Krešo Blagus, Nec Grandošek, Žan Petek ter Aljaž Jager. Skupno so jih prijeli 33 in tudi enega rdečega, le tega je prijel vratar Tilen Ploj. Kelc podajo proti Štahelu. Štahel iskal je Podbrežnika, vmešal se Gruškovnik. Plesec, dvojna podaja domačih. Znova posesti domači Grušovnik s predložkom, najvišji v skoku je bil Krivec, Hutinski proti Klanšku. Kar nekaj prostora ima sedaj Domen Klanšek, še vedno Klanšek. Na levi strani se je vključeval Štahel, vendar le Klanšek v nesporazumu s Podbrežnikom. Štruc. Še vedno v preigravanju Štruc, na koncu pa prekršek gostov. V sendvič sta sedaj stisnila Štruca, Alen Hutinski ter Aljaž Jager. Kar se pa tiče odigranih minut pri Korotanu, pa jih je letos največ. Pred tem obračunom seveda zbral Aljaž Vidovšek 1080, 2
oziroma na drugem mestu Matevž Štruc s 1069, tretji Lovro Grušovnik s 1051, sledi Grega Triplat 1032 ter Mitja Leskovec s 964. Medtem znova na mestu desni bočni nogometaš gostov Klemen Kelc. Pri Dobrovcih pa v tej sezoni največ odigranih minut tudi najboljši strelec Elvino Podbrežnik, ki jih je zbral 1052. V naletu so bili sedaj domači, Krivec, nekaj prostora se odpira za protinapad, lepa podaja Krivca proti Podbrežniku, Podbrežnik strelja, ostaja 0:2, sedaj je Podbrežnik zapravil lepo priložnost za goste, da bi prišli do 3 zadetkov prednosti in po vsej verjetnosti bi ta tretji zadetek v mreži Vidovška odločil današnjega zmagovalca, tako pa še vse skupaj ostaja odprto. Grušovnik je lepo našel krivo noga, ta je podaljšal proti Korparju, a nekoliko prehitra je bila podaja za slednjega. Da zaključim prejšnjo misel, kot že rečeno, pri gostih največ minut je v tej sezoni na igrišču preživel Elvino Podbrežnik 1052, sledi Domen Klanšek s 1031, Aljaž Jager na tretjem mestu jih je izbral 1005, Žan Petek 990 ter Jan Krivec 987. Plesec na kratko proti Štrucu. Plesec v preigravanju, Plesec se je odločil za samostojno akcijo na koncu v bloku obramba gostov in tretji udarec iz kota za Korotan na tem srečanju, drugi v drugem polčasu. Tokrat bo izvajalec številko 14 Urh Grešovnik. Grešovnik proti bližnji vratnici, najvišji v skoku je bil Petek. Podbrežnik močnejši od kapetana domačih, še vedno Podbrežnik. Podbrežnik na desno stran proti Štahelu. Štahel, še vedno Štahel, povratna podaja proti Hutinskemu, mešal se je kapetan Grušovnik, Kelc z velike razdalje, brez pravega dela za vratarja Vidovška. Še ena obetavna akcija gostov je ostala neizkoriščena. Štruc proti Grešovniku, še vedno Grešovnik, na desno stran do Korparja. Kovač, umešal se je Krivec, še vedno Krivec. Prekršek na koncu Kovača. Prosti strel sedaj za Dobrovce, izvajalec bo Blagus. Blagus s prenosom na desno stran, kjer je Klanšek. Klanšek je iskal Podbrežnika, tokrat nesporazum med tema dvema nogometašema. Grušovnik. Ofič vrača znova proti Štrucu. Prebral je to namero Grešovnika Tadej Štahel. Ofič, še vedno Ofič, v obrambo se je vrnil Klanšek, brez prekrška nad Ofičem sedaj. Sedaj pa prekršek Domna Klanška, ki je prijel rumeni karton.
Izbija Jager. Korpar vrača Leskovcu. Domači še vedno brez prave igre, bi lahko rekli, še vedno si niso uspeli priigrati, razen situacije, v kateri so na koncu zahtevali tudi 11 metrovko prave priložnosti. Vratar Ploj še brez pravega dela skozi celotno srečanje. Sicer imajo v tem drugem delu terensko premoč, a ta ne prinaša točk, seveda. Grušovnik proti Ofiču, napaka slednjega, Jager proti krivcu, v obrambo se vrača Kovač, uspešnejši krivec. Prekršek Jagra. Lasnik v prostor proti Ofiču. Prekršek Ofiča nad Petkom. Vratarju Ploju jasno imajo željeno prednost, pri Dobrovcih se nikamor ne mudi sedaj v teh trenutkih. Klanšek, tokrat nespreten Klanšek, popravlja Kelc. Jager v prostor proti Podbrežniku, še vedno Podbrežnik, videl je tekajočega krivca, krivec, še vedno krivec, proti Štahelu. Štahel, znova krivec, še enkrat več v bloku Grušovnik. Podbrežnik v prostor proti Klanšku, dovolj hiter Lasnik, na koncu pa udarec iz kota za Dobrovce. Tretji na tem obračunu. Na izvedbo odhaja številko 6 Aljaž Jager. Tokrat najvišji petek, a brez prave nevarnosti za vratarja Vidovška. Vidovšek na kratko proti Štrucu. Štruc na kratko do Leskovca. Prepočasi vse skupaj teče pri domačih, brez prave ideje. Petek na mestu. Hutinski, znova Petek, krivec. Sedaj na obeh straneh nekaj raztrgane igre v teh trenutkih, a to je zagotovo voda na mlin gostov, ki imajo prednost 2 zadetkov in jasno si želijo čim mirneje pripeljati to srečanje k koncu. Znova Petek proti Jagru, ta vrača Petku, krivec ima sedaj nekaj prostora proti Štahelu, Blagus. Blagus je iskal Podbrežnika, napaka sedaj Leskovca. Podbrežnik na desno stran, kjer je Klanšek, strelja vratnica. Hutinski čez vrata in priložnost gostov za povišanje prednosti ostaja neizkoriščena. Da ne bodo na koncu nogometaši Dobrovc žalovali za temi zapravljenimi priložnosti, ki so si jih priigrali iz protinapadov v tem drugem polčasu. Grušovnik proti Grešovniku.
Leskovec. V naslednjem 14. krogu je znova pred nami nekaj zanimivih obračunov. Vodilna Bistrica bo gostila ekipo iz Dobrave pri Slovenskih Konjicah, gre za zasedbo Dravinje. Bistričani jasno po tej visoki zmagi v Dravogradu danes bodo iskali nove 3 točke, s katerimi bi nadaljevali ta svoj niz in si zagotovili oziroma ostali na prvem mestu prvenstvene lestvice. Dravograjčani bodo odšli na gostovanje v Zreče, kjer bodo iskali prvo gostujočo zmago po nadaljevanju sezone. Priložnost je prava, saj so Zrečani povsem razglašeni. A Dravograjčani imajo zelo, zelo mlado ekipo in igrajo po sistemu toplo-hladno. Rogaška, ki se trenutno nahaja na drugem mestu, pa čaka zelo zahtevna preizkušnja na domačem igrišču proti Cirkulanam. Gre za dvoboj ekip. Rogaška igra napadalni nogomet, Cirkulane pa so zelo, zelo kvalitetne v fazi branjenja in lahko na nek način zaprejo svoja vrata, če lahko tako rečem, in ne dopustijo nasprotniku, da si priigra dosti priložnosti. Torej, če zapravljaš proti njim res 100% priložnosti, zelo, zelo težko prideš do kakšne točke na koncu. Derbi v boju za obstanek pa bo potekal v Dobrovcih, kjer bodo do Dobrovce gostile Šmarje. Gre za direkten spopad med ekipama, ki se bosta, kot vse kaže, do zadnjega borili za ohranitev tretjeligaškega statusa. Videm, ki je ob koncu prvenstva v pravem času, lahko rečemo, je v dobro formo in je v nizu 2 zaporednih zmag. Bo odšel na gostovanje v Celje, kjer se bodo pomerili proti Šampionu, ki se bori za končno 7. mesto. Dvoboj sosedov na lestvici pa bo potekal v Podvincih, kjer bo gostoval Korotan. Domači imajo na lestvici, se pravi Podvinci, seveda 3 točke prednosti in so vsaj zaenkrat tudi po videnem v boljši formi, kar se tiče tako napada, kot seveda tudi v fazi branjenja. Sedaj nova obetavna akcija gostov, Podbrežnik strelja, obramba Vidovška, 4. udarec iz kota za Dobrovce. Izvajalec tega 4. udarca iz kota za goste bo Elvino Podbrežnik proti Petku in tudi Petek je zapravil priložnost. Ostaja 0:2. Gostje na nek način nizajo sedaj priložnost za priložnost. Na drugi strani v taboru Korotana pa še vedno brez prave ideje, brez prave energije, bi lahko rekli. Krivec proti Jagru, na koncu se vendarle izplačal pritisk domačih na zvezno vrsto Dobrovc. Grešovnik proti Kovaču, izbija Blagus. Iz avta sedaj pri domačih Korpar. Krivec v prostor proti Jagru, ta je videl tikajočega Podbrežnika. Podbrežnik sedaj sam proti Vidovšku, Podbrežnik, uspešnejši Vidovšek, še ena priložnost je splavala po vodi pri gostih, ki bi lahko imeli že zares zajetno prednost. Izbija Pivec, na koncu 4. kot. Za Korotan. Menjava sedaj pri gostih iz igre številko 9, Alen Hutinski. V igro pa prihaja številko 16, Tilen Štahel.
Izvajalec kota za domače bo Ofič. Ofič, najvišji v skoku je bil Pivec. Izbija sedaj Blagus pred vratarjem Plojem, na koncu pa žogo out pošilja oziroma vendarle na koncu je bil Štahel dovolj hiter, a vseeno ne, in met iz auta za Korotan. Takrat Grešovnik s predložkom, Krivonok se je znašel v dobrem položaju. Ofič, še vedno Ofič. Ofič v samostojni akciji, Ofič. Na koncu pa peti udarec iz kota za Prevaljčane, ki so sedaj vendarle zaigrali bolje, bi lahko rekli. Izbija Petek. Podbrežnik, še vedno v posesti Podbrežnik. Vendarle vse skupaj z izbijanjem rešuje Petek. Če se dotaknemo še rezultate, ki smo jih že pisali danes, kot že prej rečeno, Dravograd Bistrica visokih 1-7 za vodilno ekipo lige, ki je s to zmago prišla do povišanja prednosti na prvenstveni lestvici na 6 točk, saj je Rogaška presenetljivo, a še drugič v tej sezoni izgubila proti Dravinji z visokih 4-0 in na nek način morda s tem porazom izgubila boj za končno prvo mesto in uvrstitev v drugo slovensko nogometno ligo. Šmarje pa so na domačem terenu morale priznati premoč proti Šampionu, medtem manjša priložnost oziroma obetavna situacija pred vrati za Korotan. Krivec pa uspešnejši od Grešovnika, še vedno Krivec, vmešal se je Lasnik, prednost pušča Sodnik. Prekršek sedaj nad gostujočim vratarjem. Šmarje pa so izgubile proti Šampionu z 0-1 in če na tem obračunu ostaje oziroma Dobrovce na koncu pridejo do zmage, bodo na predzadnjem mestu prehiteli Šmarje in jih tako pahnili na rob izpada. Imeli bodo 7 točk, točko več od Šmarja oziroma 8 točk, 2 točki več od ekipe iz Šmarja. V jutrišnjem terminu pa bosta odigrani zadnji 2 tekmi tega 13. kroga. Tekma spodnjega dela lestvice bo potekala v Vidmu, kjer bodo gostovali Podvinci. Obojni so zaenkrat v dobrem nizu rezultatov 2 zaporednih zmag. Videmčani lahko tako na nek način lažje dihajo in so si s tema 2 zmagama na nek način olajšali zadeve pred nadaljevanjem, kar se tiče samega obstanka v ligi. Seveda, Podvinci pa so v boju za 7. mesto Šampionom in bodo zagotovo iskali nove 3 točke ter podaljšanje svojega niza neporaženosti. V Cirkulanah pa bo potekal spopad med domačimi Cirkulanami seveda in gostujočo zasedbo iz Reč. Cirkulane v vlogi favorita, tako glede na stanje na lestvici kot tudi na samo rezultatsko formo. Medtem pa ima nekaj težav Pivec, ki je, kot vse kaže, prijel neugoden udarec, a vendarle bo brez večjih težav lahko nadaljeval s tem obračunom. Zaključim prejšnjo misel, kot že rečeno, Cirkulane bodo gostile Zreče,
Cirkulane v boju za končno tretje mesto, Zreče pa zaenkrat povsem razglašene in so zraven Šmarja zagotovo ekipa, ki je v najslabši formi po tem nadaljevanju prvenstva. Jager, pametno je sedaj Jager odreagiral in takoj v prostor pošilja Podbrežnika, ki je hitrejši od Štruca, ali ta na koncu vendarle dovolj zbran in skoncentriran na svoje posredovanje v obrambi in zgolj out za Dobrovce. Izvedel ga bo Tilen Štahel proti Podbrežniku. Podbrežnik spodaja proti Tadeju Štahelu. Krivec, čez vrata je sprožil Krivec. Kelc je izbil in out na koncu za Korotan. Tokrat pametno Kelc proti Klanšku, ta vrača Štahelu. Štahel izbija in hitro zapravljena žoga sedaj gostov. Štruc na desno stran proti Leskovcu. Grušovnik, ta do Grešovnika. Ofič je v dobrem položaju. Ofič strelja mimo gola. Kot na koncu za Korotan, šesti na tem obračunu. Izjemna priložnost je bila sedaj to za Ofiča. Nekaj sreče tudi za goste v tej situaciji. Pivec na koncu izbija, še vedno je žoga v kazenskem prostoru Dobrovc. Podbrežnik pa razrešuje vso nevarnost pred svojim kazenskim prostorom. Vidovšek na desno stran, kjer se odkriva Ofič. Ofič znova v samostojni akciji, brez nevarnosti sedaj pri tem strelu za vratarja Ploja. Znova Ploj pametno krade čas domačim. Ploj je iskal Blagusa, najvišji je bil na koncu v skoku Korpar. V bloku Plesec, nov out za Dobrovce. To je sedaj situacija, ki je v prid gostom te prekinitve in vse skupaj. Čim manj tekoče igre, toliko bolje za Dobrovce, seveda zaradi rezultatske prednosti. Izbija Tilen Štahel.
Izbija Blagus. Podbrežnik na desno stran mirno proti Klanšku. Še vedno Klanšek. Klanšek s prenosom igre na levo stran proti Blagusu. Štahel, dvojna podaja z Blagusom. Blagus lepo je videl tekajočega Jagra. Vendarle je bil na mestu kapetan domačih. Plesec na levo stran. Predložek pred vrata, kjer je Kovač, izbija pa Kelc. Sedaj so gosti nekoliko popustili v sami izbranosti, bi lahko rekli. Grušovnik proti Kovaču in tudi ta obetavna akcija in priložnost Korotana je splavala po vodi, zgolj 7. udarec iz kota za domače. Najvišji v skoku je bil Leskovec. A na koncu brez večje nevarnosti za vratarja Ploja. Ofič je iskal Plesca, na mestu je bil Tilen Štahel, ta je lepo v napadu našel Podbrežnika. Še vedno Podbrežnik proti krivcu, vendarle je prebral to namero gostov branilec domačega moštva Leskovec. Podbrežnik proti Klanšku, ta s podajo na oddaljenejšo vratnico, kjer je bil Tadej Štahel, vendarle hitrejši Korpar. Ofič v preigravanju, še vedno Ofič. Ofič se odločil za strel in znižanje rezultata na 1:2. In sedaj za teh zadnjih 10 minut je pred nami zelo zanimiv zaključek dvoboja. Domači so se približali na gol zaostanka in tako vključili v boj za točke na tem srečanju. Gostje so popustili v zbranosti, morda tudi nekoliko padli v sami kondicijski pripravljenosti oziroma v teku na igrišču. Dopuščali so vedno več prostora domačim, ki so le tega na koncu uspeli izkoristiti in prišli do znižanja. Pivec. Sedaj se lepo vidi, da so domači dobili pravo injekcijo adrenalina s tem zadetkom. Tokrat pa vendarle pametno Blagus. Korpar, sedaj po posesti Kovač, ki je silil prekršek in prosti strel z dokaj ugodnega položaja sedaj za Korotan. Izvajalec bo, kot vse kaže, številko 14 Urh Grešovnik. Ali lahko vidimo še drugi zadetek v mreži Ploja v pičli minuti ali dveh.
Grešovnik, pravočasno izvrat Ploj, vendarle bomo videli ponovitev tega prostega strela. Izbija Podbrežnik, veliko priložnosti so imeli gostje za povišanje svoje prednosti. Pri rezultatu 0:2, sedaj pa so domači zadeli in v težave spravili goste. Znova je žoga v kazenskem prostoru Dobrovc, Klanšek, še vedno Klanšek, brez prekrška nad Klanškom. Oziroma prekršek je bil storjen, oziroma padel je Tilen Štahel, sedaj v tej situaciji out za Korotan. Izbija Krivec. Ofič, znova Ofič v samostojni akciji. Ofič, v bloku je bil Štahel, a na koncu je žoga v kot, to bo še 8. udarec iz kota za Korotan. Tokrat predložek proti bližnji vratnici, kjer je bil najvišji v skoku Petek. Korpar sedaj na levi strani. V obrambo se je vrnil Klanšek. Izbija Štahel. Krivec, napaka sedaj Štahela. Prekršek sedaj nad Štahelom, storil ga številko 21, Štruc, pametno se je postavil Tilen Štahel, izsilil ta prekršek in sedaj bodo lahko taboru gostov še odvzeli nekaj minut. Težave ima tudi Jager. Iz igre številko 14 pri gostih odhaja številko 14 Domen Klanšek, v igro pa prihaja številko 7 Rok Lubej. Kelc sedaj spodaja proti Tadeju Štahelu, Podbrežnik, vendar je do posesti Podbrežnik, vmešal se Korpar, Ofič. Ofič v prostor, videl je Plesca, na mestu kapetan gostov Petek. V skoku sedaj Štruc. Izbija Krivec, out sedaj za Korotan. Štruc, v bloku Krivec. Izbija Podbrežnik. Na vratarja Vidovška sedaj pritiska Tadej Štahel, pametno se je znašel vradar domačega moštva. Grešovnik vrača Korparju, ta vse nazaj do Vidovška. Izbija Štahel, žoga ostaja v igrišču. Štruc proti Grušovniku. Predložek Štruca, pravočasno izvrat pa vratar Ploj.
Plojs podaja proti Podbrežniku, ta ni uspel ustaviti te žoge, vendar je na koncu uspešnejši od Lasnika, še vedno Podbrežnik. Podbrežnik na levo stran, kjer se je v napad vključil Lubej. Lubej je iskal Tadeja Štahela. Štruc nanj pritiska Tadej Štahel, ki pa je bil v prepovedanem položaju. Prosti strel sedaj za domače, hitro ga je izvedel Vidovšek. Korpar nespametno sedaj Korpar. Pivec je prebral to namero levega bočnega nogometaša domačih. Jager takoj v prostor proti Podbrežniku. Podbrežnik tudi tokrat brez zaključka oziroma brez večje nevarnosti za vratarja Vidovška. Veliko priložnosti so danes zapravili gostje, ki bi lahko že pri rezultatu 0:2 vse skupaj razrešili. Pravočasno pa Ploj. Še vedno v dvoboju Tilen Štahel in Krivonog, prekršek na koncu domačega napadalca. Še ena zamenjava, pri gostih iz igre odhaja številko 20 Tadej Štahel, v igro pa prihaja številko 20 oziroma v igro prihaja številko 15 Bine Pušnik. Kelc spodaja na levo stran, kjer je Podbrežnik in glavni sodnik je med tem odpiskal konec tega obračuna 13. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod in Dobrovce so prišle do zares pomembne zmage v boju za obstanek in tako prehiteli Šmarje na predzadnjem mestu. 2 točki več imajo sedaj. Končnih 1:2, preletimo še strelce na tem obračunu. Vodstvo z 0:2 sta gostom priskrbela že v prvem polčasu, Podbrežniku 25 in pa Krivecu 28 minuti. Končni rezultat pa je v drugem delu postavil Ofič. 1:2, kot že rečeno, zmaga za Dobrovce. Zelo pomembna za ohranitev tretjeligaškega statusa. Z moje strani je bilo to vse, kar se tiče današnjega dne in tretje slovenske nogometne lige Vzhod. Hvala za vašo pozornost in srečno ter nasvidenje do naslednjič.